Živijo, draga družba. Danes bi rad z vam delil eno zanimivo stvar, ki se mi je zgodila. Danes ob 10. sem bil z enim zmenjen za poslovni sestanek v Ljubljani. Dogovorjena so bila ob 10. Potem sem mu pa od njega nameniti pa v Topolšico, ker dobimo danes ene goste v naš apartma in je en gost prej nekaj noter pozabil, pa je prosil, če mu pošljemo nazaj, pa sem rekel, grem prej puj za vsak slučaj, da ne bi izginilo, ker se veste, pol je slab občutek. No, in jaz sem na ti sestanek ob 10. malo zamujal in 5 do 10. pošljem SMS, se opravičujem, 5 minut bom zamudil. In potem me ta oseba takoj kliče, da je čisto pozabila, da so midva za danes zmenjena. Res, da so se to zmenila za ta sestanek že preden sem šel v Namibijo in pač mi je logično, da lahko človek pozabi, tako da sem jaz rekel, nič narobe, tudi že meni se je to zgodilo in res se mi je, tako da ni bilo nobene jeze in jaz sem šel direkt v Topolšico. Ob enih sem v Topolšico pridejo gostje, tako da jaz sem prej planiral, da bom prišel pol ure prej, da sem tisto ven vzamem, pa ene majstre smo nekaj imeli, pa da še pogledam, če slučajno so kakšne kaj zamazanega pustili, da sam zbrišem, ker se veste, pri apartmajih, če vdajaš, je čistoča najbolj pomembna. Ljudje ti bojo vse odpustili, čistoče ti pa ne bojo nikoli. No, in jaz potem pridem v ta apartma bistveno prej, ker je pač ta sestanek odpol, ne? In potem grem gor v prvo nadstropje in vidim, ne delajo luči. Kaj je zdaj tu? In pol še druge stvari niso delale, ker ni bilo elektrike. In seveda kličemo neke majstre in evo, zdaj smo tu v eni urci zrihtali. No, in hočem vam pa povedati to, da vidite, kakšna sreča je, da mi je ta sestanek odpol, ker drugače bi sem pol ure prišel prej v apartma, prej bi gostje prišli, ker bi se mi mudilo, da me gostje ne presenetijo, bi celo mogoče ne preveril, če luči delajo. Mislim, gor si nisem preveril, šel sem gor, pa sem luč vžgal, pa ni delala. Tako da jaz zmeraj živim po prepričanju, vse je za nekaj dober. In takih primerov sem jaz mu ljudje že toliko, da vam ne morem povedati. Res, in jaz zmeraj, ko se mi naredi kaj slabega, srečem, vse za nekaj dober, tudi tole je sigurno za nekaj dober. In meni se ali pa da nam pretiraval, v 90% primerih izkaže, da je vse za nekaj dober. Rečemo tudi, ko mi je diskoteka do konca propala, ne? To je bilo škoda, da mi že prej ni propala. Hvala Bogu, da ni še par let laufala, ki bi je sistem sam še veliko zgubil. Ker bi Bog dal, da bi prej propala, pa da bi se prej začel z drugim stvarmi bolj resno ukvarjati, ne pa životariti. Tudi, če naletim na radar, sicer nisem naletel že zelo dolgo cajta, ne? Že več kot 20 let, ne, po mojem. Razen zdaj ko sem bil v Toskani v Italiji, pa sem naletel, tako da nisem še nič dobil, pa ne bo pocen. Ampak če naletim, srečam dober. Mogoče bom zato malo bolj počas vozil in mogoče me tule nesreče rešilo. Vesel sem tudi, da so me vse punce pustile, ki so me pustile. Ker tiste, ki so me pustile, sem pol tako od njih zvedel, da si rečem, hvala Bogu, da so me pustile, če bi se slučajno z njim poročil, bi mogoče kje na kakšnem štriku končal. Dober, razen za ta prvo ne morem to reči, prva je bila v redu punca, ampak pač ni bila zaljubljena vame.
Tako da s prvo punco verjeten, če bi se poročil, ne bi bilo nič narobe. Z vsem ostalim, ki so me pa pustile, pa hvala Bogu, da so me pustile, sem jim tako hvaležen, da ne morem povedati. In mene tudi, če me kakšen človek zaje, po domače povedano, jaz sem vesel. Srečen, hvala Bogu, da me je zaje, da vidim, kakšen je. In sem zelo vesel tega. Tudi prijatelj, če me zaje. Si samo rečem, hvala, da si me, da vidim, kakšen si, škoda samo, ker me nisi že prej. Tako da jaz, nič me skoraj ne more iz te razpraviti, še posebej, če me drugi zaje. Ste kaj, mene najbolj živcira, če sam nekaj zaje. Ne? Če me en zaje, ne vem, da mi ne plača računa 3000 evrov, malo se seveda sekiram, ni 3000 evrov malo denarja. Ampak tle nisem mogel pomagati. Če bi pa sam zdaj iz žepa zgubil tlele, ne vem, 50 evrov, bi se pa sekiral, ker bi si rekel, kako sem lahko taka budala. Tako da do sebe sem jaz izredno strog. Vse ostalo, kar se mi naredi, kar pa nimam vpliva, dobro, sej, če na radar naletiš, si tudi sam kriv, ampak se nekako rečem, lej, dobro, da so me dobili, bom bolj počas vozil, mi je mogoče to nesrečo s smrtnim izidom preprečilo. Pol enkrat se spomnim, ena punca mi je enkrat pisala, da bi rada šla z menoj kam na potovanje. To so bili še tisti časi, ko sem jaz jemal koga seboj na potovanje. Bila je kar odeleč, ne bom povedal, odkje, da ne bi slučajno, mislim, vse je nemogoče, da bi kdo vedel, za katero se gre, ampak vse ne bom povedal, iz kje je bila pa kar odeleč. No in midva se dobiva in ona bila ful zainteresirana, da gre z mano. Meni je bilo pa tudi všeč, da imam družbo, pa še se veste, ko snemam te videe, je tudi mogoče bolj zanimivo, če imam koga zraven, tudi kakšno luštno punco, če se na sliki pojavim, ni nič narobe, ne? No, in jaz sem rekel, da ko bo prva možnost za potovanje, da ji sporočim. No, in jaz sem se odpravil, sem pol pač en cajt najdel, sem rekel, grem na potovanje in jo kontaktiram. To je bilo kakšnih 10 dni prej in jo kontaktiram, so se vikala, sem rekel, lejte, jaz grem na potovanje, takrat sem pa sem in če želite, greste lahko zraven. Ona, ja, super, bi šla, on tu tret. Jaz sem pa predlagal, da se še enkrat dobiva. Tudi se veste, imam izkušnje, nekdo je ful navdušen, ne, ok, pa treba jeti, pa ni, pa sem se vsem hotel še enkrat znov dobiti, preden rezerviram neko prenočišče. Prenočišče sem mu namen plačati jaz, zato ker itak, se veste, prenočišče, če ga vzameš za enega ali pa za dva, je ista cena, ne, tako da tiste, ki sem jaz seboj jemal, sem zmeraj jaz plačal prenočišče in nobenih potnih stroškov računov. Sem pa pričakoval od njih, rečemo, da mogoče napišejo kakšen članek o tem potovanju za moj blog, pa da mi malo pomagajo pri snemanju in tu je bilo to. No in jaz sem se hotel še enkrat znov dobiti, da vidim, če je res resna. No, midva se dobiva, ampak mi nikako ni samo občutek, da ni glih čist prepričan, če čez menoj biti. In jaz sem rekel, lejte, povejte mi, če ne želite jeti, noben problem, ne bo čist absolutno nobene zamere. Samo lejte, naj bo pa to sigurno, ker jaz bom jutri ali pa še danes namestitev rezerviral.
In ona pravi, ne, bi šla, ful, grem rada, tu, super. No, in jaz pol drug dan zjutraj rezerviram neki apartma in ji pošljem tu, da bo vedela, evo, apartma sem že rezerviral. Ona mi pošle, če lahko zve, kater apartma sem rezerviral. Sem si pa malo mislil, čakaj, mislim, pa kaj zdaj ti kompliciraš, jaz ti bom vse plačal, tebe pa zdaj zanima, kakšen apartma sem rezerviral, pa seveda sem rezerviral ta zgaločene postelje, vse, tako da tudi v večini primerov sem tako rezerviral, da so bile 2 sobe, da ima vsak sobo, ne bom pa rekel, da sem zmeraj to naredil, ampak ločene postelje pa zmeraj. No, in jaz si pošljem, kjer apartma, no in pol nobenega odgovora, pol čez 2 dni mi pa piše, ja, da je pa, da po posvetovanju s starši, točno tako je bilo, se je odločila, da ne gre, ker je babica slabega zdravja. To se seveda čist popolnoma zlagala, ne. Priznam, da sem bil malo jezen na njo, ker mi ni takoj povedala, ker sem mi rekel, glejte, če nočete, ni. Tako bi jaz lahko mogoče koga drugega dobil, ne. Če bi pa rezerviral bi si slabši apartma, kakor sem ga. Tako sem pol pa sam šel v ful dober apartma, pa sem ga tudi drago plačal, ampak nisem bil jezen. Sem rekel, hvala Bogu, da vidim, kakšna krava je, po domače povedano, da vem, da z njo nikoli več opravka. In pač take stvari se v življenju dogajajo in se moraš z njim sprijazniti. In niti na misel mi ni prišlo, da bi zdaj sjambral, pa so vse ženske fukjene, pa pa tret, pa ne bom nikoli nobenega več seboj vzel, sem jih pol še malo ljudi seboj. Pač hvala Bogu, pri njej sem videl, kakšna je, in hvala Bogu, da sem pogruntal. Najslabša varianta bi bila, da bi ta ženska šla z menoj na potovanje. Po mojem bi bila katastrofa. Tako da jaz sem bil ful vesel, ker je ona mi ta mail napisala, da pač ne more iti, ker ona ni hotla jeti z menoj. Tista babica ni bila nič kriva. Morda sploh babice ni imela, pa se je vse zlagala. Tako da, zakaj vam to govorim? Probajte, ljudje, življenje tako jemati, kakor ga jemljem jaz. O tem sem tudi veliko v svoji knjigi pisal. Imate tudi tukaj v opisu videa link do te knjige, pa si lahko pogledate vsebino in seveda knjigo tudi naročite. Zelo v predprodaji je zelo ugodna cena, 29 evrov. Morate vedeti, da je to knjiga, ki ima 556 strani trde vezave. Mal povečan format, ni čisto ona taka, ki je standardna, ampak je mal večji, je B5 format. Tako da poglejte, jaz sem prepričan, da je knjiga zanimiva, da se boste nasmejali, ki jo boste brali, da se boste z nje tudi veliko naučili, eni se boste tudi zaradi enih stvari, ki jih boste v knjig prebrali, zgražali, ampak, glejte, jaz sem saj vse tako napisal, kakor je bilo, nisem nič stvari olepšaval, tako kot eni olepšujejo, samo ta lepe stvari napišejo vse, ta grde pa izpustijo ali jih pa zelo, zelo polepšajo. No, če vas še zanima, kakšni so teli apartmaji naši v Topolšici, si poglejte do konca videa. Imamo 2 apartmaja, en je za 4 plus 1 osebo, eden je pa za 8 plus 2 osebe. Če pri nas najamete apartma, imate tudi brezplačno kopanje in savne v termah Topolšica, ki so tukaj le manj kot 100 metrov stran. Pa kot moji sledilci imate vsaj 10% popusta. To je pa koliko, ali je to 10, ali je 12, ali je 15, ali je celo 20, je pa odvisno od tega, kjer termin, za koliko časa in tako naprej. Tako da tole sem hotel povedati, napišite v komentar, kaj si mislite o tem. Nič,
lepo se imejte, pa do konca videa pogledajte še apartmaje. Tole je naš manjši apartma v Topolšici, da vam ga malo pokažem. Glejte, imate zelo lepo terasco, travca. Glejte, tukaj lep razgled. Zdaj pa, da vam pokažem še, kako je noter. Se moram sezuti, ker malo gostje prihajajo in da slučajno ne bi kaj zamazal. Glejte, to je pač dnevna soba, kuhinja, jedilnica, takole, če pridejo 4 osebe, je placa več kot dovolj, kopalnica, WC, evo takole, potem pa spalnice so pa gor. Glejte, so pa 4 postelje, se pravi 2 enojne, pa 1 zakonska in tukaj imate pa še lep balkonček, ki pač greste lahko na njega, se sončite in tako naprej. Tako da, takole je videti ta mali apartma, ta velicega vam pa pokažem še v nadaljevanju. To je pa naš večji apartma oziroma hiška, ki je pa za do 10 oseb. Vidite, tukaj imate lepo terasco, miza, stoli, tudi veliko prostora je. Pred tamle, samo manj kot 100 metrov, so Terme Topolšica. Pri nas imate tudi v ceni vračunan vstop v savne in bazene. In glejte, tole je kuhinja z veliko mizo. Tukajle je prva spalnica z zakonsko posteljo. Tole je tudi dnevni prostor. Tukaj imate tudi možnost na teraso iti. Tukaj televizija. Zdaj gremo pa še gor pogledati, ker so pa še spalnice, pa seveda pa še WC, kopalnica, glejte, je takole videti, prostorno, veliko. Zdaj gremo pa še gor. Evo, tole je pa prva spalnica. Glejte, če malo zavesam, da se bo lepše videlo. Takole. Potem tukaj za 2 osebe, zakonska postelja. Potem pa še tukaj druga večja spalnica, ki so pa 4 enojne postelje. Vidite? Pa še vedno dovolj prostora. Tako da 8 postelj plus 2 pomožna ležišča. Tukaj imate tudi še balkon, tako da če vas zanima najem te hiške ali unga manjšega apartmaja, imate link v opisu videa in naredite rezervacijo. Pa kot moji sledilci imate vsaj 10% popusta. To napišite tam pod opombe, pod sporočilo, da ste moj sledilec in boste dobili vsaj 10% popusta.